Skupaj se bomo sprehodili skozi 6 novo nastalih nadstropij. V vsakem nadstropju je določena vsebina o vodi, o vodovodnem stolpu in v vsakem nadstropju se bomo torej malo ustavili, si pogledali, poslušali vsebino in potem šli naprej. Malo naprej stopite, da vas bo zaprlo. Tukaj najprej v pritličju imamo 2 sliki, če se malo ozrete. Ki sta prvi sliki o sami gradnji vodovodnega stolpa. Tukaj tale desna predstavlja, kako so gradili zgornji del stolpa, kjer je bil rezervar. Tale leva so pa na sliki že zaključna dela, torej tudi odrice sproti podirajo in zidarji v bistvu zaključujejo samo fasado. Na tej sliki lahko vidite tudi, da so moški oblečeni že v vojaške uniforme, ker je bil to čas, ko je bila tukaj vojna in so se moški že bili vključeni v vojsko. Tukaj imamo 3 vrtljive kroge, ki se, ko bo pisalo na zaslonu, se bojo mogli malo obrniti, tako da vas bom prosila malo za pomoč, da boste to obrnili, da bo potem šel posnetek naprej. Bojo pa tukaj se prižigale tudi lučke, ki bojo kazale, kje je potekal vodovod, kje so stali vodnjaki, tako da kar spremljajte malo zaslone, pa tudi tablo. V 1. stoletju našega štetja je na območju današnjega Drnovega pri Krškem nastala naselbina imenovana Neviatunum. Rimski cesar Vespasijan je leta 69 podelil mestne pravice. V 2. stoletju so zgradili vodovod, ki je vodo po lončenih vodovodnih ceveh pripeljal v mesto. Tale prvi del, če bo nekdo obrnil. Obrni. 8 kilometrov dolg vodovod je potekal od vodnega zajetja Vir pod Gorjanci, mimo današnjih vasi Brvi, Crklje ob Krki, Gorenja Pirošica in Zasad vse do Drnovega. Vodovod je bil eden od urbanističnih dosežkov rimske civilizacije. Tehnološko dovršeno znanje voda je z zatonom rimskega cesarstva in Neviadunuma za poldrugo tisočletje zamrlo. Prebivalci Posavja so se do izgradnje sodobnih vodovodov z vodo oskrbovali na preprost način, zajemanjem in črpanjem iz izvirov. Kljub temu, da so meščani Brežice z izgradnjo vodovodnega stolpa leta 1914 dobili vodovod, pa predstavljamo oskrbo s pitno vodo. Tukaj najprej na zaslonih lahko vidite razglednice iz Brežic, tam od nekje 1900. leta naprej in lahko malo spremljate, kako so se Brežice spreminjale skozi čas. Na tej strani imamo še sicer eno zgodbo o 2 pericah, Mariji in Lojski, ki sta prali perilo za premožnejše družine. V bistvu tale zgodba nam govori o tem, kako je bilo to delo pravzaprav težko in naporno. Namreč perilo so prale v Savi. Prale so ga tako poleti kot po zimi in po zimi je bilo to še posebej težko, saj je zamrznilo in tudi ko so prale, so njima prsti zamrznili. Potem perilo, ko so ga sušile, je prav tako zamrznilo in je bilo še toliko težje opravljati vse to delo. Od rek, da so jo prinesli domov. Zdaj pa bi mogoče kdo to probal. Vi? Izvoli. Tako, to so ponavadi opravljale gospodinje pri hiši.
Izvali. Tako, zdaj pa primi. Pa lahko tukaj proba še en krog narediti. In si zdaj prej bi bilo, če bi bila noter še voda, kako težko bi bilo to. Tiste najbolj spretne so imele še v rokah kakšno vedro in so to nosile brez rok. Lahko vidite vodovodne stolpe iz celega sveta, ki so bili zgrajeni istega leta kot tudi ta naš, 1914. leta. Je pa ta del namenjen tudi v bistvu gradnji vodovodnega stolpa. O sami otvoritvi in originalna črta v bistvu nimamo ničesar zapisanega. Iz te strani dvigala lahko vidite dva idejna načrta, ki pa nista bila končna. Torej ni narejen po nobenem od teh. Teh načrtov v bistvu tudi nikjer ni originalnega, verjetno zaradi tega, ker je takrat potekala tudi vojna in bolj iz nemške strani je prišla ta pobuda za samo gradnjo stolpa. Tako da je v bistvu noben časopis ni govoril o sami otvoritvi take mogočne zgradbe sredi Brežic, čeprav nekaj let poprej, ko je bil odprt železni most, pa se je o tem veliko pisalo. 1914. leta pa do 1972. leta. Takrat se je potem na Čatežu zgradil nov vodohram, ki je potem bil glavni za tole območje Brežic za oskrbovanje z vodo. Ta pa je postal nekako rezervni. Tukaj se je potem shranjevala bolj voda in bila v bistvu za kakšne bolj krizne razmere, no? Za mogoče kakšne suše, požare, kakšne naravne katastrofe, ko bi se večja količina vode potrebovala. V tem nadstropju pa predstavljamo tole zadnjo obnovo vodovodnega stolpa, ki je trajala dobro. Obnova je bila tako namenjena ureditvi zunanjosti stolpa kot tudi notranjosti. Stolp je namreč že kmalu po njegovi izgradnji, 3 leta kasneje, torej 1917. leta, doživel prvi potres. To je bil tisti veliki potres v Brežicah, ki je uničil kar precejšnji del Brežic. Stolp pa je obstal, kar pomeni, da je bil dobro zgrajen. Prestal je tudi že kar nekaj drugih potresov skozi vsa ta leta, so ga pa le ti oslabili, zato je bilo potrebno ga statično ojačati, da je lahko varen za vstop in za ogled. V stolpu so torej na zunanjosti naredili vertikalne in horizontalne izreze, ki so jih okrepili, torej notri so dali jekleno konstrukcijo, tako da je zdaj stolp statično izpraven. Pa dol ne skahle. Ja, to pa prosim. Tega naprej je pa bila leska, po kateri so hodili gledati, kakšna je hladina vode v rezervoarju. Zdaj mi bomo šli po teh novih stopnicah, belih, ki nas bojo pa privedle do samega rezervoarja. Tudi ta rjavi del je v bistvu še originalni del notranjosti rezervoarja.
To, kar je pa sivo, je bilo pa izrezano in je samo tako malo zdaj pač zavarovano in ulepšano, da imamo lahko dostop do oken. Rezervoar je imel kapaciteto 160.000 litrov vode. So pa torej po tem valju hodili gor. To je tista lestev, ki se začne na podestu, ki smo ga videli malo prej spodaj. In potem se je prišlo tukaj gor in se pogledalo, kakšen je nivo vode. Bil je tukaj na ogledu tudi en gospod, ki je opravljal delo, v bistvu bil je vajenec pri obrtniku, ki je imel čez ta nadzor in je rekel, da ko so preverjali gladino vode, so ponavadi te obrtniki pošiljali vajence gor, da so šli pogledati, kakšen je nivo, tako da so mogli po vseh štengah, po lestvi do vrha pogledati in če je bilo premalo vode, so šli hitro dol na kolo in v brezino klopiti črpalko, da je načrpala vodo in tako napolnila rezervoar. Tako.